Seveda, tako kot danes, če bi se ponovno odločala, to je, da spreminjam čas in prostor, v katerem živim, ampak seveda veliko na bolje. Iz okolja, katerega sem izhajala, sem se srečevala z izključevanjem, z revščino, z veseljem, žalosti in ogromno kulture. In ta popotnica me je popeljala v Ljubljano in moja prva politična akcija je bila legalizacija študentskih družin. Kar pomeni, da že od nekdaj vidim, čutim in diham z ljudmi, ki imajo manj in ki si želijo več, ampak predvsem več, kar se tiče kreativnosti, ustvarjalnosti in vplivanja na čas in prostor. Nas je veliko v družini, jaz sem najmlajša, je bil pravi družinski šok in z mamo in očetom sem se morala kar nekajkrat pogovoriti, ker sta mi rekla, naju je strah zate, ker sta vedela, da sem svoja glava, da razmišljam svojo glavo, pa sem bila že od majhnega takšna. In ko sem prišla v Ljubljano, mi je dobesedno ta tema, o kateri sem prej govorila, legalizacija študentskih družin, dobesedno legla na dušo in od takrat naprej se gibljam v tem prostoru, sicer zdaj daleč stran od politike, kar pa ne pomeni, da nimam svojega pogleda na ta čas in prostor. Ko sem zanosila, je bilo to, saj zdaj pa ne bo zmogla. Ta se mi je zdel, in zato o tem govorim, ker se mi je zdel ta izjemno močan. Vso zaledje moško in seveda takrat vplivni slovenski politiki so rekli, zdaj pa ima svoje, zdaj pa je ne bo več, saj ne bo zmogla in se ne bo vrnila. In se spomnim, ko sem s 4 mesece staro hčerko se pojavila pri državnem, oziroma takrat pred skupščino in varuška je prevzela voziček, jaz sem pa šla na sestanek, je bilo kar nekaj, bom rekla, pokašljevanj in nekaj čudnih pogledov, vrnila sem se jim nazaj. Seveda je pa drugih, da ženske smo preveč emocionalne in nismo za politiko, da ne znamo problemov gledati tako, kot jih je moč in možno pogledati, pa seveda do tistega, ki greš za govornico in ti pogledajo, imaš krive noge ali imaš zanko na svojih žabah ali imaš urejeno frizuro ali ne in potem tihe vprašanja, a misliš, da je danes, ne? In to, bom rekla, od politikov v najvišjem vrhu. Teh stereotipov so nekako zdaj javno potihnili, jih pa seveda zelo gojijo mediji in seveda za kulisami se pa še marsikaj dogaja. Ženska še je zmeri tudi pri nas in se mi zdi zmeri bolj objekt tistega, kar pomeni nekaj nesposobnega, kar ni za politiko in nekaj tistega, kar je boljše, če ostane za štedilnikom. Ja, jaz sem kar zelo hitro stopila v konfrontacijo z oblastjo, in bilo me je strah. Jaz sem o teh ljudeh in imenih in priimkih slišala samo na radiju in zame so to pač bili velike osebnosti in vem, preden smo spregovorili, sem rekla, kako se bom jaz znašla, saj tudi slišite pogovor, tam pa še bilo veliko več treme. Ampak, ko sem jih pa poslušala in ko sem videla, kakšne puhlice mi otresajo, takrat je pa resnično, priznam, moj ego povzpel se na višave in mi ni bilo problem, a je bil takrat pred mano predsednik oziroma član predsedstva ali predsednik skupščine, ker govorimo to o starih letih še nazaj, o drugih terminih. Takrat, ko je pa bilo hudo, ko je politika udarila z vso močjo, ker moja pot je kar veliko hribov in dolin obredla, reflektorji so ugašali in se prižigali, takšno je moje življenje, sem pa pogrešala predvsem, takrat, ko je bilo res zelo, zelo hudo, da bi slišala kakšen ženski glas, ki me podpre, ki bi imela za seboj ali pa ob sebi nekoga iz političnih vrst, ki bi rekel, Vika, vzdrži,
bodi pogumna, seveda moraš dati to vse skozi, ampak verjamemo vate. To je bila edina in največja ženska zame na tem svetu, to je moja hčerka, ki je bila takrat še majhna, rekla, mami, jaz pa vem, da si ti iskrena in poštena. Prepričana sem, da je čas, da ostanemo za štedilnikom konec. In vsaka, ki se odloča, prvo se zahvaljujem, ji čestitam in jo opogumljam. Res pa je, da bi, tako kot je tudi v eni analizi, sem prej slišala, potrebno kar precej nekega izobraževanja, potrebno se seznaniti z vsemi pastmi, ne samo pravno-formalnimi, ampak tudi čisto človeškimi, ker politika ni samo pravno-formalna zadeva, je tudi zadeva medosebnih odnosov, stisk, ki jih doživiš, ponižanj, ki jih in seveda tudi veselja, ko uspeš s svojim predlogom. In še nekaj, v politiko naj se ne podajajo tiste, ki mislijo, da bojo v trač časopisih na prvih straneh, ampak naj vstopajo v politike tiste, ki želijo spreminjati ta čas in prostor. In mislim, da jih je zmeraj več v Sloveniji in naj se ne pustijo poniževati.